Predvajana programska vsebina vsebuje prizore, ki lahko močno vplivajo na vašo prihodnost. Zato je priporočen ogled v spremstvu staršev ali skrbnikov. Praven, ko ne je fair, ko samo preoblačiva sama, ti pa se preobleči v sekundi. Pa daj, nehaj, no. Bisti ga, on je vodja. Ja, sem vodja, pa ne pozabi tega. Kaj pa je s tvojimi čevlji? Kaj? Dva različna čevlja imaš obuta. Geni. No pa dobro, vse se mi je zdelo čudno, samo drugi par je bil enak, tako je. Aj, sedi se. Pozdravljeni, fantje. Samo vi ste lahko kos težki nalogi, pred katero smo postavljeni. Zbrati in prepričati morate novo generacijo za vpis na GFML. Prva naloga je že pred vami. Pa kaj je to ti prinos? Vsa pa vsa zna delati, vsa ga zanima, on bi lahko šel direktno v službo. Nesmiselna misija. Ne, agent Miha. Jakub mora priti v šolo, da bo izpolnil svoje znanje, poglobil svoje talente in si odprl vrata v prihodnost. Piflar. Raje piflar, kot pa ti, ki ne jemlje svojega dela resno. Rajše sem normalen butec, kot pa pameten priliznjenec. Pa daj, nehaj ta. Slišala ste, kaj moramo narediti. Zdaj mi, dragi moji, rabimo le še načrt. Ali lahko predlagam staro dobro ugrabitev? Skaj pa ne? Hitro, Jakub je bil opažen v bližini šic bara. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Sem ravnatelj Kustos Zvonko, šole, ki že 57 let izvaja program
gimnazije, preko 20 let program predšolske vzgoje in 3. leto programa umetniške gimnazije, smer gledališče in film. Seveda, vse to ne bi bilo mogoče, da dosežemo take rezultate kot jih, če ne bi bili šola, ki nudi dijakom različne možnosti. Te možnosti iščemo, jih skušamo najti, oziroma jih spodbujamo, da jih izpopolnijo. Tako se lahko izpopolnjujejo na družboslovju, naravoslovju, jezikoslovju, humanistiku, umetnosti, oziroma, če kdo želi tekmovati v različnih disciplinah, kot so jeziki, matematika in tako naprej, ali mu je všeč debata. Vse to bo lahko našel na naši šoli. Zato pravim, da je naša šola šola priložnosti za tiste, ki res želijo se izpopolniti v neki dejavnosti oziroma izpopolniti svoj talent. Seveda, ne bi bilo brez nekega medsebojnega razumevanja med vami in nami, učitelji, vodstvom šole, in z roko v roki nam potem seveda vse to uspeva. Dragi bodoči dijaki, dijakinje, pred vami so pomembni dnevi, tedni, ko boste izbirali pravo odločitev. Odločitev, ki bo zaznamovala vaše življenje, vsaj v teh prvem obdobju vašega življenja. Jaz vam želim pri izbiri šole veliko pametnih odločitev in če boste izbrali našo šolo, verjamete, da vas bomo veseli, pa ne samo veseli, maksimalno se bomo potrudili, da bomo izpolnili vaša pričakovanja. Hvala lepa. Seri. Zdravo, jaz sem Jure, to sta tvoji dva kolega. Kako si, Jakob? V Bolonu? Hvala. Glej, Jakob, zadeva je takšna. Kam te bo pot ponesla jeseni? Oktobra grem na družino v Indijo. Ja, lepo, ampak glej, jaz govorim o srednji šoli. Ne vem še, saj še čas. Napačno. Statistično gledano 65% dijakov predolgo odlaša z odločitvijo v srednji šoli, kar posledično vpliva v izbiro napačne, kar hodi do slabega psihičnega stanja. Ja, lahko se prepišeš, ampak v to je vključeno ogromno papirologije in pa seveda vzame veliko časa, tako da ne, časa več ni. Hvala. Prosti mojemu sodelavcu, včasih zna biti nadležen, ja. Včasih, ja. No, ampak res, Jakob, kam si želiš pisati? Res še ne vem. Zanima me vse, hkrati pa nič. Sestavljal bi robote, delal bi filme, pilotiral bi letala. Pa pri nas lahko dobiš znanje za vse to. Pa potem se ti lepo do 4. letnika odločiš, kaj želiš študirati. Na easy. Res. Pri nas se dogajajo vse mogoče stvari. Poglej, pripravil sem ti video vsega, kar se je zgodilo lani. Še pred začetkom šole so se naši maturantje odpravili na maturantski izlet v Grčijo.
Mi pa smo, kot se spodobi, šolsko leto pričeli tako, da smo dijake prvih letnikov na simbolni ravni sprejeli v našo družinsko skupnost. Dijaki 2. A razreda pa so za nagrado potovali v Gardaland, saj so si lani prisvojili naziv najrazreda. Vsako leto smo del srečanja slovenskih mladinskih pisateljev. Tako smo za oko besede pripravili delavnico za mlade ustvarjalce in literarna srečanja z različnimi gosti. Zadnji petek v septembru se je odvijala Evropska noč raziskovalcev, ki ozavešča družbeno pomembno vlogo znanstvenikov. Ker smo del konzorcija Mariborske in Primorske univerze, smo ta izjemni dogodek znova pripeljali tudi v Ljutomer. Evropski dan jezikov smo obeležili številnimi delavnicami za otroke pomurskih vrtcev in osnovnih šol. Izbrani dijaki so prisluhnili predavanju Društva za zaščito živali Pomurja, tisti, ki se intenzivno ukvarjajo z naravoslovjem, pa so se udeležili ekskurzije v mesto Gusing, kar je bila svojevrstna nagrada za sodelovanje na natečaju Trajnostna energija. Mednarodne izmenjave so stalnica na naši šoli. V preteklem letu smo se spoznali in tkali prijateljske vezi s Španci, Makedonci in Dunajčani. Vrstniki so najprej obiskali naše kraje, nato smo jim vrnili obisk. Oktober se je pričel s srečanjem v okviru modela Evropskega parlamenta na Dunaju, kjer je slovensko delegacijo zastopalo 6 dijaki naše gimnazije, podpredsednica generalne skupščine pa je bila Meta Štuhec. Omenjena dijakinja se je še isti mesec odpravila v Atene, kjer je potekal mednarodni dogodek Creating Critical Minds and Voices in Europe. Model Evropskega parlamenta je zasedla še novembra v Madridu. Na jesenski Euroskoli smo zastopali barve GFML. Tako smo se pridružili več kot 400 dijakom iz 20 držav. Aktivno smo se vključevali v debato plenarnega dela na temo Evropska kulturna dediščina. Erasmus Plus omogoča tudi prakso v tujini. Tokrat se je udeležilo 20 najpogumnejših dijakov predšolske vzgoje, ki so se odpravili na prakso v angleške ali nemške vrtce. Potem smo sodelovali še na tehniškem dnevu Učenje za življenje in se ustvarjalno predstavili na vzgojiteljadi, srečanju šol s programom predšolske vzgoje. Ob 150. obletnici prvega slovenskega tabora smo pripravili bogato razstavo, dijaki pa so s profesorji posneli kratki dokumentarni film Zedinjeni pod prleškimi hrasti. Medtem pa je že potekal nemški jezikovni tabor, ki služi kot priprava na izpit za nemško jezikovno diplomo. Slovenske barve so na drugem tradicionalnem dialogu z Avstrijo, Hrvaško in Slovenijo zastopali naši dijaki, ambasadorji Evropskega parlamenta. Obeležili smo še 25 let slovenske mreže zdravih šol in se odpravili na ekskurzijo v Salzburg in München. November zmeraj zaznamujejo Miklošičevi dnevi. Letos smo razpravljali o tem, kaj je naša dediščina. Na plenarnem delu so dijaki prisluhnili predavanjem univerzitetnih profesorjev, sledili so številni dogodki in srečanja. Tudi strokovne ekskurzije v Ljubljano in na Dunaj so bile vez med preteklostjo in sedanjostjo. Maturantje so raziskovali Radgonski kot in poti Rudolfa Maistra. Na okrogli mizi z naslovom Izzivi jezika danes pa iskali novodobne jezikovne izzive. Obeležili smo mednarodni mesec šolskih knjižnic in pripravili delavnice za bodoče srednješolce Znanje za mlade. Popoldan pa popestrili z dobrodelnim koncertom Mladim pomagamo, kjer so se ponosno predstavili predvsem pevski talenti, ki jih pri nas seveda ne manjka. Konec novembra se je 5 dijakov 3. letnikov z mentorjem modilo v Kopenhagnu na Danskem, kjer so sodelovali na mladinski znanstveni konferenci Investiga 2018. Predpraznične dni tradicionalno zaznamuje prireditev Veselo pričakovanje, ki se je najbolj veselijo otroci iz okoliških vrtcev. Tokrat se je na 2 predstavah zbralo 350 otrok in njihovih mentorjev. Fotografski natečaj Modri krog je potekal skupaj z državnim tekmovanjem iz znanja o sladkorni bolezni, ki je jeseni potekalo na naši šoli. V okviru posebnega programa Združenih narodov nas je na šoli obiskala naša nekdanja dijakinja Anja Magdič, ki je izvedla 2 delavnici o holokaustu. Preteklo leto smo prešernovali malo drugače,
saj so se nam pridružili umetniki, igralci, plesalci, glasbeniki in drugi performerji gledališča Anne Monro. In potem smo hitro in zanesljivo računali, se udeležili debatnih turnirjev in se v oddaji na nacionalnem radiju pogovarjali o spletnem nasilju ter preživeli nekaj smučarskih dni na Rogli. Nad vse smo bili veseli novice, da je gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer prejemnica najvišjega priznanja na področju šolstva, to je priznanja Blaža Kumardeja za prispevek v vzgoji in izobraževanju. V drugi polovici februarja je v Parizu in Strasburgu potekala jubilejna 50. simulacija zasedanja Evropskega parlamenta. Slovensko delegacijo sta sestavljali tudi 2 dijaka ljutomerske gimnazije. Pariz, London, New York. Za naše dijake nič neobičajnega. Po velikem jabolku smo se potepali med zimskimi počitnicami. Medtem so maturantje simbolno zaplesali v odraslo dobo. Seveda smo morali priklicati tudi pomlad, kar nam je odlično uspelo z igrivim postovanjem. Tekmovali smo na ekokvizu. Dijaki prvega letnika pa so se že drugič udeležili mladinske izmenjave v Nijmegenu na Nizozemskem. Ker se marsikaj zanimivega in dragocenega skriva tudi v lokalnem okolju in blizu doma, smo se odpravili še na ekskurzije po Pomurju, v Zagreb, Idrijo in v Maribor. Pripravili smo tradicionalne ustvarjalnice in dokazali, da delo vzgojitelja sega na številna področja, od vzgojnega, pedagoškega do umetniškega in naravoslovnega. V začetku marca je v prestolnico Prlekije na že 17. mednarodni debatni turnir pripotovalo okoli 140 debaterjev in njihovih mentorjev iz različnih slovenskih in evropskih šol. Umetniški talent se je ponovno pokazal ob aktualizaciji pojave Maske rdeče smrti. Kratko zgodbo so dijaki izvirno prestavili v današnji čas in se vprašali, kaj je kuga današnjega časa. Dijaki 3. letnikov predšolske vzgoje so se izkazali z lutkovno igrico Kosovirje na leteči žlici, maturantje pa so si v tem času v drami ogledali gledališko predstavo Angel pozabe in tako mesec kasneje napisali dober esej. Na osnovni šoli Črenšovci je pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije potekalo srečanje mladih raziskovalcev Pomurja. Srečanja se je udeležilo tudi 47 naših dijakov, ki so zagovarjali 29 raziskovalnih nalog s 15 različnih področij. Naši dijaki so se odrezali odlično, se uvrstili dalje in na koncu razgrabili priznanja. V sodelovanju s policijsko upravo Ljutomer smo pripravili okroglo mizo z nadvse aktualno temo o spletnem nasilju med mladimi. Aprila je pouk popestril obisk mednarodnega politologa dr. Milana Brgleza, ki ga je spremljala bivša dijakinja Ljutomerske gimnazije in doktorantka Fakultete za družbene vede Staša Tkalec. Tudi aprilski ekodan, katerega namen je bil dvigniti ozaveščenost o pomembnosti planetu prijaznega načina življenja, je zaznamovalo več različnih akcij in dejavnosti. Saj se zavedamo, da je ekoživljenjski slog dragocen in nujno potreben za ohranitev zdravja in našega planeta. V drugem polletju smo se vključili v projekt Fakultete za strojništvo iz Maribora za recikliranje plastike na kreativen način. Naravoslovci smo skupaj s študenti raziskovali razne plastike, skupaj z umetniki smo zbrali nekaj odpadne embalaže in postavili instalacijo, s katero smo mimoidoče opozarjali na problematiko odpadne plastike v okolju. Z dobrimi poslovnimi idejami smo se predstavili na tekmovanju Popri 2019 in kiparili na delavnici s kiparko Ireno Brunec-Stevi. Organizirali smo akcijo zbiranja in podarjanja knjig ter na krvodajalski akciji darovali neprecenljivo življenjsko tekočino. In potem je Zveza za tehnično kulturo Slovenije dijaka Nika Fariča z njegovo raziskovalno nalogo o sintezi nanodelcev poslala na mednarodno konferenco mladih raziskovalcev Malezijo. Skoraj 60 dijakov umetniške gimnazije pa se je medtem že pripravljalo na zaključno produkcijo, na kateri so letos blesteli s Psiho in Sinje Bracem, ter publiko prepričali z impro igro ter dodelanimi fotozgodbami. In ja,
Posneli smo čisto pravi videospot za singel Dežurnih krivcev in krajši filmček z naslovom Prekmurje je zakon. Prvomajske praznike so zaznamovale klasične ekskurzije v Rim, Neapelj in Pompeje, nekateri pa so potovali v London, drugi spet v Berlin. Zamudili nismo niti parade učenja, dneva učečih se skupnosti. Ko so maturantje svoj križev pot že naznanili s tradicionalno ulično četvorko na glavnem trgu v Ljutomeru, predtem pa predali ključ in s tem tudi odgovornost svojim naslednikom. Nemška debata se je v tem šolskem letu končala z absolutnim prvakom Erikom Hauserjem, ki se je tako zasluženo podal v nemški Passau. Z uvrstitvijo med prva 4 mesta na nacionalnem tekmovanju o poznavanju Evropske unije pa smo si prislužili sodelovanje na Eurošoli, ki je potekala v Evropskem parlamentu v Štrasburgu. Gašper Rudolf pa se je udeležil srečanja v Sibiju v Romuniji, kjer so mladi Evropejci razpravljali o Evropski uniji v prihodnosti. Bili smo zares ustvarjalni na festivalu ustvarjalnosti in inovativnosti, pripravili pa smo tudi prireditev Pisani tobogan. Goste smo povabili enega najboljših slovenskih režiserjev ta hip, Roka Bička, ki se je z Razrednim sovražnikom in Družino zapisal med najboljše slovenske filmarje. Bili smo dejavni in uspešni tudi na športnem področju. Mišice, telo in duha smo krepili na športnem vikendu, moč pa dokazovali na srednješolskih tekmovanjih v streljanju z zračnim orožjem, rokometu, na prvenstvih v badmintonu in košarki, pokazali smo premoč v odbojki na mivki, pobrali številna priznanja in nagrade. Zadnje, težko pričakovane dneve so zaznamovale visoke temperature in popravljanje ocen. Zato je kulturni maraton ravno pravšnji, da se z zadovoljstvom sproščeni povaljamo po poletnem travniku ter ob tem še kaj ustvarimo. Nato pa leto zaključimo slavnostno akademijo ter julijsko podelitvijo spričeval maturantom. To vsa se pri nas dogaja. Mislim, ja, tu vsa se pri nas dogaja. In? Ni slabo, a? Pa vsa je okej, no. Povej, Jakob, glede na to, da greš v Indijo, rad spoznavaš nove ljudi, kulturo. To pa ja. No, potem ti bo to všeč. For me
Ja, enostavno je potovati, če znaš jezike, a jaz nisem... Jako, zato pa imamo mi profesionalce. Glej. All students have the opportunity to work with me. I help improve their vocabulary, their writing skills, I get them to read English books and improve their pronunciation. This is done by speaking English and only English. Ja, saj angleščina mi še nekako gre. In super je, če jo lahko nadgradim z naravno govorko. A kaj pa Pariz, Madrid, Moskva, Berlin? Pri nas se lahko naučiš jezike vseh teh prestolnic. Sicer pa smo angelski preposod. Glej. Good morning. This is Bridget Jones 008 with the latest urgent developments from the British Parliament. The UK formally left the EU on January 31st, 2020. In the first independent session of the Parliament, UK's Prime Minister Boris Johnson addressed the nation and hailed the dawn of a new era. He announced some drastic changes in the UK. From now, the consumption of coffee is banned and the afternoon tea time is obligatory for everyone wanting to dwell in the UK. All non-followers of this new strict law will be exiled from the UK immediately or shot at sight. Chers spectateurs, me voilà devant le musée du Louvre. J'attends l'impatience de l'ouverture de l'excellente exposition des impressionnistes français. Il fait très beau et il y a beaucoup de public. Toute la cour, la Paris. Köln erlaubt. Endlich ist es wieder soweit. Es ist Karnevalszeit. In Deutschland haben wir nicht nur 4 Jahreszeiten, sondern noch eine 5. mit dazu. Und das ist der Karneval. In Köln sind zurzeit viele Menschen auf den Straßen, weil es Tausende von Karnevalsumzügen gibt. Das Schönste ist aber, dass alle Schüler am Rosenmontag schulfrei haben. Und für alle jungen slowenischen Zuschauer noch eine tolle Nachricht. Auch ihr habt am Rosenmontag schulfrei. Es sind nämlich Ferien. Уважаемые зрители, большой привет из Москвы. Город, который никогда не спит, но вас всегда пускает в восторге. Посетите нас, вы не пожалеете. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo desde el evento de flamenco más conocido de toda España. Como ustedes también pueden ver, se trata de un baile muy caliente. Y se pone todavía más caliente cuando veo este bombón bailando en esta camisa tan ajustada. Ay, ay, ay. Que alguien encienda la climatización, porfa. Neznanje tujih jezikov povzroča veliko tveganje in negativne stranske učinke. Zato se pred vpisom posvetujte s starši ali šolsko svetovalno službo. No, zdaj ste me pa prepričali. Pridem k vam. Super, Jakob, se vidimo septembra. Uživaj. Lahko zdaj grem? Seveda. To mi delaj storije, kako smo zdaj. Yes! Ila črnila. Imaš kaj? Ne, v nobeni bazi podatkov je ni. Oj. Čakaj, imam nekaj, glej to. Mama, ja ti veš, kaj sem razmišljala? Kam bi šla naprej? V umetniško gimnazijo? A v Ljubljano? Ne, tu v Ljutome. Ljutome? Kaj ti sploh veš, kje to je? Da, veš, kje to je. Kaj pa prideš do tja, prosim te? Pa vse so prevozi so urejeni, pa vse. Plus tega mam je lahko sem v dijaškem. Aha, ja, niti slučajno. Ne, dijaški dom je super. A res? Ja, jaz sem bil 4 leta v dijaškem domu. Ja, se vem, da sem bil v dijaškem domu. S tvojo mama smo se v dijaškem domu. Dobro je, dajmo ješ, kdo pa še? Alo, mami, daj. Vidimo, to je odlično. Šta? Še? Ljutomer je super. Jaz sem to ta lepo, ne? Zdaj bolj je problem, kaj mi naredili? Kaj mi naredili? Kaj je vodja, ha? Imaš idejo? Imaš idejo, če stašni vodja, ha? Imaš idejo? Imaš idejo, kaj mu naredili? Imam idejo. Glej to.
ampak gimnazija, umetniška, pa kako bolj službo dobila, kako delala sploh, no? Pa čakaj, to ni fakulteta, to je pač gimnazija, pa še nekaj več. Ja, daj, či veš, od vaše sestra pravi, kak je fejs vreda, se vse še zraven naučila, nastopat pa vse. Izkušnja je dobila s tem. Pa če ti veš, da jaz rada nastopam dano, mami. Ja, že od malega, da ima, no. V petek pa soboto so informativni. Gremo? Vsaj dajmo priložnost, daj priložnost, mami, daj no. Petek, Ela, petek. Kdo greš? Ne moreš? Ne, pa soboto tudi ne, žal. Daj bo mamica šla. Ne? Ne, mami. Seveda, kdo se bo pa odločil? Hvala. Vidiš, evo. Ej, pa ti bi lahko bil novi Pa. Viš kaj, Ela, danes publike? To je bilo cool. No, teba, če si že tu, ti bo naša svetovalna delavka povedala, kako se pa k nam vpišeš. Poslušaj. Tako, draga Ela in vsi ostali zbrani, lepo pozdravljeni. Zdaj vpis na našo šolo oziroma srednjo šolo res ni zahteven. V ta namen izpolnite prijavnico, ki jo najdete na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo ali pa jo kupite v knjigarni. Na spletni strani je že na voljo, v knjigarni pa bo za kakšen teden dni, saj so nekaj spremenili, tako da jo lahko potem kupite tudi tam. Na njej izpolnite svoje podatke, izberete program, v katerega se vpisujete, torej splošno gimnazijo, umetniško gimnazijo ali predšolsko vzgojo, izberete jezik, ki se ga boste učili in potem eno izpolnjeno prijavnico oddate na svoji osnovni šoli. Verjamem, da vam bodo tudi tam svetovalni delavci pomagali pri izpolnjevanju ali pa jo potem pošljete kar na našo šolo. Zdaj pa še nekaj tistih pomembnih rokov, ki se jih je potrebno držati. Izpolnjeno prijavnico morate poslati do 2. aprila, potem do 23. aprila imate čas, če si morda premislite, da jo odnesete na drugo šolo. V primeru omejitve vpisa boste o tem obveščeni do 25. maja, potem pa sledi še vpis, ki bo potekal na naši šoli od 16. do 19. junija. O tem boste še prej obveščeni domov s pač navadno pošto, vam bomo poslali vabilo in vsa potrebna navodila, kako in kaj bo to potekalo. V primeru drugega kroga se potem malce zadeva zavleče, ampak do konca junija se potem tudi ta vpis opravi. Na naši šoli pa ponujamo tudi prilagajanje šolskih obveznosti, predvsem dijakom, ki ali imajo kakšne bolezenske težave, pa so dlje časa odsotni, če se ukvarjate s kakimi športi, ste aktivni na kulturnih področjih, se potem sklene s sodelovanjem s starši, osebni izobraževalni načrt, tako da vam prilagodimo šolske obveznosti, da čim lažje usklajujete delo v šoli in pa delo pač izven šole, kjerkoli ste aktivni. Vse te informacije pa v bistvu najdete v publikaciji, ki jo ste dobili v svojih vrečkah, to je v Info-reflektorju. Prav tako smo vam v vrečke pripravili ene krajše ankete ter pisala in bi vas prosili, da tekom prireditve izpolnite in jih potem oddate ob izhodu. Tako, to je z moje strani, najlepša hvala, pa upam, da se potem vidimo v junija na vpisu. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. And you can fight it, but I see it in you, so we're gonna walk it out and move mountains. We're gonna walk it out and move mountains. And I'll rise up, rise like today. I'll rise up, I rise unafraid, I rise up, and I do it 1,000 times again. And I rise up, I like the waves, I rise up, I rise unafraid, I rise up, and I do it 1,000 times again.
heart a beat, and I know you feel like dying, but I promise we'll take a word to his feet and mountains, bring him to his feet and mountains, and I'll rise up, rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. And for that we have each other's, yeah. We will rise, we will rise. We will rise 1,000 times again. I'll rise up, I like the West, I'll rise up. In spite of the air, I will rise 1,000 times again. Ej, dečki, meni se kaj gre oko nazaj. Veste, ko se je premislil? Ko pa če si resel, da je hitro skril. Miha? Tega ima. Miha. O, pozdravljen. In kaj si počenjal? A veš tisto, kaj je, meditativno, duha sproščujoče. Ja? No, se veš, v glavnem, zakaj si ti? Imam nalogo za vas. Rad bi, da moji prijateljici predstavite GFML kot ste meni. Njej sicer ne zanima gimnazija, a mislim, da bi bila ravno pravšnja za predšolsko vzgojo. Samo ti si nešto mislil, ne? Ne, jaz pridem. Ok, cool. Ej, dečke, delo imamo. Ti si samo sad, ne? Dobar dan, Anja. Jaz sem Jure, tu so moji kolegi. A tako torej, vidim, da se nočeš pisati v gimnazijo, rada rišeš, zanimajo te otroci. Kaj pa želiš početi? Ne vem še čisto. Res nočem gimnazijo, vendar želim po končani srednji šoli iti še študirati. In res imam rada otroke. Predšolsko vzgojo. Tako je. Kaj pa vem, če se vidi vlogi vzgojiteljice? Ne znam igrati nobenega inštrumenta in iskreno se mi zdi malce srhljivo skrbeti za vse te malčke. To je velika odgovornost. Da, res je velika odgovornost. In že ko se zavedaš tega, da je to velika odgovornost, si pokazala, da si zrela za ta poklic. Glede instrumenta pa na skrbi. Glej, pri nas lahko igraš celo na stol. To je
slabo. Mogoče pa sem res prava za ta poklic. Pa malčki imam res tako rada. Nič, pride pa. Super, veseli Anja, se vidim v septembra. Se vidim. Svidenje, boš grafom len čokolodo? Čak, ne, Ano si zame, Ano si zame. Tak, hvala. Ja. Ja. Ej, stari, gnas smo bombastični, ej. Te pa zakaj sem jaz volja? Oj, pa ne že pa. Presnet AliExpress in tvoji kabli za 50 centov. Ej, pa kjevkrat sem ti rekel, kaj ne stiskaj na oglase, ki naj bi ti povečali tvoj IQ. Prosim, reči, da imaš skrajne dosije. Daj povej mi, kam imaš samo skrajne dosije, prosim? Nima njej. Ej, kaj pa če pitamo Miklošiča? Ja, Miha, pitali bomo Miklošiča v preteklost. V bistvu obstaja način. Kitajci sicer ne vejo še priti nazaj v preteklost, ampak lahko pošljajo informacije v obliki pisem in pa, ja, vse, kar moram storiti, je zaobiti njihov požarni zid, manualno prevzeti nadzor in pa seveda napisati pismo, določiti točen kraj in čas in pa koordinate. In misija bo končana. No, sem ti rekel. Ja, easy, ja. To komod, kak posel. Ja, samo nimam povezave, pa korona. Kaj te ima pivo veze s tem? Virus. Vem, kdo nam pomaga. Ko za te tehnike nas lahko reši samo še človek. Dame in gospodje, Franci Čuš, Wikipedija GFML-ja. Čehi pa veste, kako učijo o Wikipediji, ne? Kaj ni najbolj zanesljivi vir. Te pa dioški.net. Lepo pozdravljeni, spoštovani starši, učenci osnovne šole na našem informativnem dnevu. Jaz vam bom na kratko še enkrat predstavil vse 3 programe, ki jih izvajamo na naši šoli, v čem so si podobni, v čem so si različni. Vsi 3 programi trajajo 4 leta. Zdaj najbolj sta si podobna programa Splošna gimnazija in pa Umetniška gimnazija, ki sta namenjena predvsem tistim učencem, ki že sedaj vejo, da po končani srednji šoli želite študirati. Namreč uspešno upravljena splošna matura tako na Splošni gimnaziji, kakor Umetniški gimnaziji odpira v bistvu vrata na vseh študijskih programih, tako v Sloveniji, kakor v tujini. Zdaj, razlika med Splošno gimnazijo in Umetniško gimnazijo je pa predvsem v tem. Kar se tiče predmetnika, je v Splošni gimnaziji predmetnik najbolj podoben tistemu, kot ga imate sedaj v osnovni šoli. V nobenem srednješolskem programu ni možnosti učenja toliko slovenščine, matematike, naravoslovja, tujih jezikov, potem družboslovja in pa umetnosti. Medtem ko pa v programu Umetniška gimnazija so tisti osnovni predmeti podobni, to pomeni matematika, slovenščina, tuji jeziki v enakem obsegu, nekoliko manj je naravoslovja in pa družboslovja, medtem ko je pa več potem umetniških predmetov. Namreč na naši šoli izvajamo enega izmed 4 programov umetniških gimnazij v Sloveniji, to je smer gledališče in pa film. Tako da dijaki potem v 1. pa 2. letniku spoznavajo obe umetniški področji, medtem ko pa v 3. in pa 4. letniku se odločijo ali bolj za področje gledališča ali pa za področje filma. Zdaj posebnost so delavnice z področja gledališča in pa filma, to so na primer igra in govor, fotografija in film, improvizacijsko gledališče, filmski zvok in glasba, gib. Najbolj poseben izmed teh 3 je pa potem program predšolska vzgoja. Tista glavna razlika je, da po 4 letih dijaki opravljajo poklicno maturo in s tem pridobijo tudi poklic in lahko grejo v službo in opravljajo poklic pomočnika vzgojitelja v vrtcu.
Ampak večina naših dijakov se odloči za nadaljnji študij, največ jih študira potem na pedagoški fakulteti za poklic vzgojitelja ali pa na tudi drugih pedagoških poklicih. Ta program vključuje ogromno umetniških področij, slišali ste že igranje enega izmed inštrumentov, s tem, da ni nujno predznanje igranja kitare ali klavirja, potem je ogromno likovne umetnosti, plesa, lutkovnega ustvarjanja in pa seveda raznih strokovnih predmetov. Ena izmed posebnosti ali pa razlik od ostalih dveh programov je tudi pedagoška praksa. V 3. in pa 4. letniku je ta pedagoška praksa v obliki enodnevnega dela v domačem vrtcu. Slišali ste tudi, da naši dijaki hodijo na mednarodne prakse, tako lahko tisti, ki se učijo nemščine, grejo na mednarodno prakso v Nemčijo, Paderborn, tisti, ki pa angleščino, pa v Veliko Britanijo. Zdaj, po čem smo posebni? Torej, videli ste, koliko talentov imajo naši dijaki in tako, kot je že naš ravnatelj vodoma dejal, smo šola priložnosti in naši dijaki potem lahko te talente tudi na naši šoli razvijajo. Pa naj si bodo na tekmovalnem področju, pa ne samo iz znanja, ampak tudi iz športa, na kulturnem področju. Ne nazadnje so tudi to današnjo prireditev kreirali in izvedli naši dijaki, ki niso samo nastopali tukaj na odru, peli, plesali, igrali, snemali filmov, ampak so tudi poskrbeli v bistvu za vso tehnično spremljavo od ozvočenja, luči, kakor tudi videa. Tako da vidite, ni vam potrebno, da delate na vseh področjih, tu, kar sedaj vidite, ampak razvijete tisto, kar vas zanima, kjer bi radi razvijali te svoje talente. Če pa ne želite tega delati, pa vas tudi v to nihče nič ne sili. Zdaj, če mi ne verjamete, ne posegati po Wikipediji, ampak vam predlagam, da se pišete na našo šolo, pridete v jesen k nam in potem skozi 4 leta preverjate, ali vse to drži, kar vam danes tukaj predstavljamo. Jaz vam želim še naprej lep popoldan in da še naprej ostanete v naši družbi. Hvala lepa. Mislim, da nas več ne grem in nazaj k Muki. Muki, če pa zvonilo. Zvoni tebi v glave. Če pa ne bomo zvonca na šole. Da, na tem grem jaz na vaje, okej? Adijo. Jaz sem ponesel računalnik na servis. Jaz pač ti. Ne vem, bom šel s vami v šolo. Jaz bom v šolo vodil. Tako, prosim, da po glasbeni točki še ne zapuščate dvorane. Hvala. Praviš, draga, da človek sem dober, praviš, draga, da kot starec sem moder, a kaj ko zadnje čase se zdi, da le bolečino moja roka deli. Pori mala, daleč stran, daleč od mene, ker ljubit ne znam, išče se duša, srce boli, nisem tak dober, kot tebi se zdi. Nisem tak dober. Nisem tak dober. Oprosti mi, prosim, oprosti za vse, za to, da zavajal sem te, saj bila si ti, lepo begovcih mojih skrbi. Ne govori, da me hočeš nazaj, ne mi pravi, da me ljubiš še zdaj, kaj ne vidiš, da sem tak, ljubezni želen manijak. Nisem tak.
tako. Nisam tako. Halo, a ti veš, kako je bilo dobro, ejo? Ja, noro, pa kje si bil, Egan, ti pa non-stop proti, Ljutomer je zakon!